Dovoljanski Zaveza televizija Slovenija. Predsednik, mene zanima vsem tem, kar ste bila na obisku, našemu veleposlaniku pa v mandatu nedeljo, vi ga niste odpoklicali kot veliko drugih veleposlanikov, se mora vrniti v Slovenijo, nekateri so še našli že nove službe. Kako rešiti to zagato? Vi pravite v vašem uradu, da so še vedno veleposlaniki, nekateri od njih imajo že novo službo. In kaj boste naredili s predlogi o imenovanju novih veleposlanikov, tudi gospoda Rupta, če se ga že v tem času prejeli? No, vi ste postavili več vprašanj. Najprej bi rad upozoril na položaj veleposlanika Mirošiča iz Londona, ki je odlično opravil svoje dejavnosti v zvezi s pripravo tega obiska in ki se je zelo izkazal. Tudi sicer v svojem delu, zlasti pa zdaj, ko je bil ta pomemben obisk v pripravi in v izvedbi. Ni treba veliko razmišljanja, da ugotovite, kako nespametno bi bilo, če bi ga odpoklical pred tem obiskom. To bi bilo precej nenavadno, ne samo nenavadno, rekel bi čudno in bi delovalo slabo, iz tega nisem storil. Veste mi, 107. člen Ustave daje nalogo, da odločam o odpoklicih veleposlanikov in o postavljanju novih veleposlanikov. Jaz to nalogo resno jemljem in jo jemljem tako, kot v njej piše Ustava. Razni podzakonski akti in razne prakse, ki so tukaj nastajale in ki se v svojem bistvu oddaljujejo od črke in duha Ustave, ne smejo prevladati. Jaz bom tukaj dosleden in bomo rešitve v tem kontekstu tudi našli, določili in mislim, dajem tudi odgovor na druga vprašanja. Vse skupaj je treba voditi v okviru teh ustavnih določb, jaz to tako vodim in pripričan sem, da bodo rešitve prišle. Samo še eno bodo vprašanje na temo. Je pa gospod Jarc, med dan, uradno to še ni znano, imenovan za najverjetnejšega veleposlanika v Londonu, ni bil povabljen na večerjo, je to morda kakšen namik? Ne, to ni noben namik. Stvar je v tem času še precej v sklodni fazi. Kot veste, je gospod Iztok Jarc, ki ga osebno zelo cenim, minister z drugimi obveznostmi, ki se še niso iztekle. In ko se te obveznosti iztečejo in ko bodo potem upravljena druga formalna dejanja, ki omogočajo njegovo predložitev za veleposlanika, ko bodo zakonski pogoji za to celoti izpolnjeni, potem verjamem, da bo nadaljnji postopek potekal brez kakšnih posebnih zapletov.